Pozdravljeni. Pregled pomembnejšega dogajanja tega tedna začenjamo z nedavnim obiskom 24-članske delegacije na Kitajskem, ki je bila v večini sestavljena iz predstavnikov mariborskih občinskih podjetij. Čeprav rezultatov ni pričakovati že zdaj, je bil po besedah mariborskega župana Andreja Fištravca obisk pri krepitvi in vzpostavitvi novih poslovnih stikov več kot uspešen. Če me ne bi bilo v delegaciji, tega obiska sploh ne bi bilo, danes poudarja župan Fištravec. Tako zagovarja porabo občinskega denarja za pot, ki je 4 člane ožje županske ekipe stala dobrih 7.000 evrov. Že zdaj v 14 dnevih pošiljamo dol eno pisno ponudbo za sodelovanje z eno pravzaprav z največjo investicijsko družbo v Šanghaju in predvidevamo, da bi potem že do februarja izpeljali novo poslovno konferenco. Mariborčani si celo obetajo, da jim bodo Kitajci pomagali pri izgradnji tovarne za predelavo odpadkov. Kot velik uspeh pa članice delegacije šteje tudi srečanje s predstavnikom slovenske agencije, ki deluje na Kitajskem. In moram reči, da je bilo to v bistvu zelo dobrodošlo, se tudi ostali, ki so prišli in na nek način bolj negotovo tipali o možnostih lansiranja svojih oziroma predstavljanja ali vključevanja Maribora. Takih zapletanj pri pojasnjevanju uspešnosti obiska je bilo danes veliko. Ne konkretiziramo točno vsebine zadeve, ampak mi upamo, da bomo lahko v roku meseca, v 2 enostavno že podpisali neke konkretne dogovore. Od 24-članske delegacije, ki je potovala na Kitajsko, so sicer danes pred novinarje ob županu in njegovem svetovalcu stopili le še 3 predstavniki občinskih podjetij. Druga mesta so ostala nezasedena, kot tudi ostaja skrivnost, kaj je Fištravec počel v Kuvajtu. Predstavniki krajanov mariborske mestne četrti Magdalena pa so županu Andreju Fištravcu predali 290 podpisov krajanov, ki nasprotujejo romski gostilni v nekdanji piceriji na Taboru. Po njihovih besedah so zbrali več kot 5% podpisov volilnih upravičencev mestne četrti. Od župana tako zahtevajo, naj upošteva voljo občanov in prekliče izvajanje projekta. Župan je podpise sprejel, a ob tem poudaril, da zanj nimajo pomena, ter da se bo projekt romske gostilne nadaljeval. Prva romska restauracija v Sloveniji in tudi Evropi se bo namreč odprla čez slabe 3 mesece. Do uradnega odprtja pa jih čaka še veliko dela, saj morajo najprej prenoviti dotrajane prostore. Spodbudno pa je, da se lahko dela v romski gostilni veseli še več Romov, ki se zadnje tedne dodatno izobražujejo za gostinske poklice. Ali je 15 let delal v kovinarski industriji, a je zaradi stečajev ostal brez zaposlitve. Sem končal za natakarja, tudi za kuhar sem naredil šolo, imam pa srednjo šolo, tudi srednjo kovinarsko šolo končano. Službe v romski gostilni se neizmerno veseli. Imam tudi otrok pa to, ker zdaj če sem doma, moram jih prehranjevati, do zdaj sem dobil socialno podporo. Meni je težko to, vem, da eni pravijo, da izkoriščam državo, da ne bi Romi nimajo rad delati, pa to samo doma sedijo, pa lenarijo. Iz prvotne številke 5 nameravamo zaposliti 10, ki bodo financirani z strani Zavoda za zaposlovanje. Kadrije, ki preživlja 6 otrok, pa bo zaposlena prvič v življenju. Vsi želijo delati, da se izdržijo družino. S pripravo tradicionalnih romskih jedi ne bo imela težav. Pača, kaj je to? To je juha, piščancija juha je to, pa še ostali začimbe, ko damo. Vodja romske restauracije se zaveda, da bodo morali prepričati predvsem lokalno prebivalstvo še s čim drugim kot le z okusno hrano. Da bomo spoštovali hišni red, marsikaj do 10, da bo to, ko imenujejo, da bo hrupa. Mi se zavedamo pred 10, da bo tako mir, kak jaz želim mir, tudi prebivalce okolice teh lokala. Najprej pa je treba prostore urediti, zaradi spomeniške zaščite so pri tem precej omejeni. Obnovili bomo samo instalacije, to, kar je nujno potrebno za zagon gostilne in kar se nam zdi zelo potrebno, je tudi nabava oziroma obnova oken. Evropski denar za delovanje imajo zagotovljen do leta 2015, do takrat pa bi morala romska gostilna, seveda s primernimi cenami in dobro ponudbo, že samostojno delovati. Društvo študentov invalidov Slovenije in mreža Minvoz sta v Mariboru pripravila posebno izkustveno delavnico.
Namenjena je bila predvsem uslužbencem mariborske občine, ki so jim s posebnimi pripomočki skušali približati potrebe invalidov, da bi jih lažje razumeli in jim znali bolje pomagati ob opravkih na občini. Tudi invalidi oziroma ljudje s posebnimi potrebami imajo čedalje več opravkov v javnih zavodih, zato je pomembno, da jim znajo uslužbenci prav pomagati. Marsikje pa tudi dosti pomaga, če je že uslužbenec prijazen, da ima pravi pristop. Da bi uslužbenci lažje razumeli, kako je invalidom, so ti na delavnico prinesli cel kup pripomočkov. Med njimi očala, ki so predstavljala, koliko vidi človek, če preživi kap, koliko bolnik sivo mreno in še vidni kot v primeru glavkoma. Eno je, ko pač vi vidite ali slišite, drugo pa je, ko pač lahko sami izkusite, ko vidite na lastni koži, da v bistvu se moraš za kako stvar, ki je drugače vsakodnevno samoumevna za marsikoga, kar potruditi. No. Izkušnja spreminja, ko nekaj čutiš, ko nekaj doživiš, lažje dojameš, na kakšen način lahko pomagaš, na kakšen način delaš. Tako da smo malo presenečeni, do zdaj smo imeli vedno ogromen odziv. V Mariboru sta namreč izkustveno delavnico obiskala le 2 uslužbenca občine, lahko pa bi jo najmanj 26. Odsotnost uslužbencev nas preseneča. Še danes zjutraj smo jim sporočili, da se lahko po 2 iz vsakega urada oziroma službe oziroma organa Mestne občine Maribor udeležita. 2 pa samo zato, da zagotovimo nemoteni potek dela. Na vseh 4 univerzah in na Ministrstvu za delo je sicer delavnica izkušnje spreminja pritegnila več 100 javnih uslužbencev. V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri. Krvodajalcev je za zdaj še dovolj, prav posebej pa so v Mariboru ponosni na tiste, ki so kri darovali 100 in večkrat. V zlati knjigi najprizadevnejših krvodajalcev je tako že zapisana številka 146. Pomagati sočloveku je že 43 let vodilo Vladimirja Gorze, ki je to človekoljubno dejanje prvič opravil leta 1969 v Mariboru. Veliko ljudi dolguje svoje življenje posameznikom, ki jih ne bodo nikoli srečali. Tako je tudi današnji 100-kratnik hvaležen tistim, ki so pomagali njegovi mami. Mama je prej potrebovala enkrat in potem sem se tudi jaz odločila, da bom pomagal drugim. Tudi Zlatka Polaka k temu humanemu dejanju vodi predvsem želja, da pomaga drugim. Prvič je kri daroval med služenjem vojaškega roka. Takrat smo dali zaradi tega, da bi šli prej domov. Po vojski pa je potem drugače, to je že bilo humanitarno. Da je zelo aktualno pravzaprav darovanje tudi kri v Avstriji. Se vam zdi prav, da je to plačljivo? Ne bi dal za denar krvi, to pa ne bi dal. Poznam pa take, ki hodijo, samo očitno hodijo zaradi denarja. Takole pa je gospod Gorbaj tudi 100-tič sedel na stol, čeprav je v začetku imel velik strah pred iglo. Res mi je bilo slabo, da so švic taki so ima, da te pa kad sem išel na Malcu, Kranjsko, rekel izdrže, dajte mu največjo Kranjsko. I od onda sam se navadio, pa mislim, pomagam ljudima i tak je to. In vsi 3 slavljenci so poudarili, da se njihovo človekoljubno delo ne končuje, saj bodo kri darovali, dokler jim bo to dopuščalo zdravje. Tisti 3 100-kratniki so današnji dan naredili še nekoliko svečanim. Veliko kapljic je steklo iz njihovih žil, veliko bolnikov je tistih, katerim so pomagali. Ob tem pa predstojnica še poudarja, da so ob 100-kratnikih, ki so zapisani v Zlato knjigo, zelo veseli tudi mladih krvodajalcev, ki gredo po njihovih stopinjah. V Mariborskem kliničnem centru namreč dnevno potrebujejo v povprečju od 40 do 50 enot krvi, kar je približno toliko krvi, kot je daruje najmanj 15 krvodajalcev. Vsi starši otrok v vrtcu morajo do konca decembra na centrih za socialno delo oddati vloge za znižano plačilo vrtca za prihodnje leto. Pravico lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javne ali zasebne vrtce s koncesijo, ter zasebne vrtce, ki se financirajo iz občinskega proračuna. V vrtcih po Sloveniji že nekaj dni visijo obvestila, ki starše opozarjajo, da morajo do konca meseca oddati vloge za znižano plačilo vrtca. Pisno z obvestilom na oglasnih deskah po celem vrtcu in pa ustno na roditeljskih sestankih, pa včasih še tudi starši seveda potrebujejo dodatno informacijo, ki jim jo pa sproti tudi podamo. Na centrih za socialno delo se morajo oglasiti prav vsi starši otrok, ki obiskujejo vrtec, če želijo državno subvencijo.
Potrebno je oddati vlogo za znižano plačilo vsem staršem, tudi tistim, ki pridejo recimo da v novembru na novo. Kajti tisti, ki bodo zamudili in bodo vlogo vložili v mesecu januarju, bodo imeli pravico šele z 1. februarjem 2014, kar pomeni, da bodo morali za mesec januar plačati polno ceno vrtca, ki trenutno znaša okrog 300 evrov. Pri čemer lahko starši otrok, ki vrtec že obiskujejo, dajo vlogo na poenostavljenem obrazcu. Tisti, ki pa pravico podaljšujejo in nimajo nobene spremembe, uveljavljajo enako število članov kot prej in skratka ni nobene spremembe, lahko vložijo pravico oziroma podaljšajo pravico z obrazcem za podaljšanje pravice. Vlogo je mogoče oddati na pristojnem centru za socialno delo osebno ali po pošti. Obrazec za uveljavitev pravic iz javnih sredstev je dostopen v knjigarnah, pa tudi na spletu. Na Mariborski fakulteti za kmetijstvo so se včeraj končali Lombergarjevi dnevi, 3-dnevni strokovni posvet o rastlinski pridelavi. Zadnji dan je tradicionalno namenjen sadjarstvu. Prav strokovnjaki za to kmetijsko dejavnost so namreč pred 9 leti prvi organizirali posvet ter ga poimenovali po dolgoletnem sodelavcu in priznanem slovenskem sadjarskem strokovnjaku Janezu Lombergarju starejšemu. Lombergarjevi dnevi so postali pomembno stičišče stroke in prakse slovenske agronomije. Že prvi dan so veliko predavalnico napolnili pridelovalci zelenjave. Pred to kmetijsko panogo, ki je zadnje desetletje precej nazadovala, so velike razvojne možnosti. V letošnjem letu vendarle beležimo, da smo dosegli primerne cene za pridelovalca, da smo prodali vse pridelane količine in pravzaprav obeti za naslednje leta so takšni, da bomo lahko ta nivo postopno, se pravi nivo samooskrbe postopno povečevali. Zato pa je potrebno znanje, veliko ga je v tujini. Treba ga je prilagoditi slovenskim razmeram. I think one of the most important aspects to increase your production is to cooperate. Pri nas je še vedno premalo sodelovanja med kmeti in strokovnjaki ter celo med stroko. Zgovoren je podatek, da je bilo v zadnjih 7 letih počrpanih le 17% evropskega denarja namenjenega za prenos znanja v prakso. Prav gotovo zaradi premajhne vertikalne povezave med institucijami. Bolje bo treba izkoristiti tudi naravne vire. Brez namakalnih sistemov ni konkurenčne rastlinske pridelave. Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja zakon, ki bo odstranil administrativne ovire na tem področju. V letu 2014 bo omenjeni razpis, ki bo zaprt nekje konec februarja, je red velikosti razpisa 2 milijona evrov, ki bo namenjen namakanju in protitočni zaščiti. Do leta 2020 je pa za komplet zemljiške operacije, se pravi govorimo o komasaciji, agromelioracije in pa namakanje, namenjenih slabih 24 milijonov evrov. Veliko izzivov za pridelovalce hrane in kmetijske strokovnjake. Sedaj pa k ekološkemu kmetijstvu. Število tovrstnih kmetij namreč počasi narašča tudi v Sloveniji. Konec lanskega leta je bilo v nadzor ekološke pridelave vključenih nekaj manj kot 2700 kmetij. A to je še vedno precej pod povprečjem razvitih držav, kjer je število ekoloških kmetij tudi do 3-krat večje. Od leta 1998 se z ekološkim kmetovanjem ukvarjajo tudi Fiferjevi. Najbolj znani so po rejenju pohorskega goveda, pridelujejo pa tudi domača jabolka in orehe. To je le strma kmetija, ne? Prej smo še mleko davali, pa to in ko je bilo poleti največ paše, bila suša, nisi imel mleka, nisi imel prihodka, nisi imel nič, ne? In tudi zdaj vidiš, tudi te izdelke leži prodaš, ne? Prihodnost v ekološkem kmetovanju vidijo tudi mladi nasledniki, ki že razvijajo misli o dopolnilnih dejavnostih. Kakšna ekološka trgovina, seveda ne bi tržili samo svoje izdelke, ampak tudi izdelka drugih ekoloških pridelovalcev. Ekoloških kmetij je v Sloveniji slabe 4%, evropsko povprečje je skoraj 3-krat večje, kljub temu pa zanimanje zanje narašča. Prišle so neke spodbude dodatne za te prehodna obdobja kmetov in tako je tudi povpraševanje po ekološkem kmetovanju večje. A veljajo precej strožji standardi. Uporabljati je treba izključno organska gnojila, rastline se varujejo s kolobarjenjem, število živali je omejeno, krmljenje s kostno moko je prepovedano, uporaba gensko spremenjenih organizmov ni dovoljena. Brez da je neka kmetija vključena v kontrolo in ne moreš zaupati, da je ekološka, ker ni, ne. Samo tisto, kar je kontrolirano in dobi certifikat, je ekološko. Prav zaradi tega so ekološka živila, ki so sicer od 20 do 40% dražja, pri potrošnikih čedalje bolj priljubljena.
In še dobra novica za prodajalce in kupce na mariborski tržnici. Še pred koncem leta naj bi jo namreč pokrili z montažno streho, ki bo branjevce in obiskovalce zaščitila pred snegom in dežjem. Rešitev je sicer samo začasna, spomladi bo namreč moral upravljavec, podjetje Snaga, po dogovoru z Zavodom za varstvo kulturne dediščine streho odstraniti. Branjevke in branjevci na mariborski tržnici že nekaj let v prvih hladnih dneh vztrajno opozarjajo na nevzdržne razmere. Ker tržnica nima strehe, sneg lomi dežnike, iz katerih se sicer običajno voda steka neposredno pod njihove noge. Informacijam, da streha končno bo, ne verjamejo. Ne, da nič. Če so že mislili začeti na delu delati, pa nič. Nič ni z tega. Namo naredili nič. Nič. To je že obečavali 4 leta, pa ne bo toga nič. Super bi bilo, če bojo kaj naredili, ne? Vse se že dogovarja, 4 leta se dogovarja, samo če bojo kaj naredili, ne? A na Snagi vendarle pojasnjujejo, da bo montažna streha, ki jo konstruirajo v mednarodno priznanem podjetju Expo Biro, postavljena še pred koncem leta. Mesečni najem, ki ga bo krila Snaga, je predviden na okoli 10 000 evrov, a se o ceni še pogajajo. Se streha umakne v trenutku, ko vremenske razmere, torej spomladanske vremenske razmere, omogočajo ponovno namestitev dežnikov. V tem času pa bomo z akterji, gre namreč za kompleksno situacijo, poiskali novo rešitev. Kmalu naj bi bila namreč oblikovana urbanistična komisija, ki bo ob zahtevah Zavoda za varstvo kulturne dediščine, avtorja sedanjega projekta tržnice in lokalne skupnosti, predvidoma še do jeseni 2014 našla trajno rešitev strehe. Nadškofijska Karitas Maribor ponovno začenja dobrodelno akcijo Več luči, več upanja. V adventno-božičnem času že tradicionalno zbirajo denar za pomoč otrokom v stiski. Prispevke posameznikov in podjetij namenijo za plačilo šolske prehrane, letovanje in nakup šolskih potrebščin. Z dobrimi 17 000 evri, ki so jih zbrali v lanski akciji, so na Karitasu pomagali 87 otrokom. Letos imajo že 49 prošenj za pomoč pri plačilu šolske prehrane, šole v naravi in drugih obšolskih dejavnosti. Opažamo tudi, da se vračajo tisti, katerim smo že enkrat pomagali in so lahko samostojno zaživeli. Tu se kaže, da je stiska res velika. Samo za pomoč v hrani je letos v primerjavi z lani na Karitasu zaprosilo še skoraj enkrat toliko prosilcev. Revščina povzroča velike osebne stiske, zato poleg materialne pomoči pozivajo tudi k strpnosti v družbi. S plačilom obšolskih dejavnosti želijo vsaj otrokom omogočiti čim bolj enakovreden dostop do vseh oblik znanja in zmanjšati posledice stisk, ki vodijo v socialno izključenost. Ljudje vsako pomoč, ki jim ponudimo, sprejmejo, zadovoljni so, če ne moremo takoj plačati in jim pomagati pri plačilu položnic, sprejmejo prehrambeni paket, kakor tudi prosijo za oblačila in to za vsa oblačila. Prepotrebna sredstva za opremo je tokrat prejela Karitasova ambulanta za ljudi brez obveznega zdravstvenega zavarovanja. 1750 evrov so prispevali v klubu Vesna. Potrudili se pa bomo, tako kot do sedaj, da ne obdarujemo samo v decembru. Želimo obdarovati vse leto, vsak dan, vsak trenutek. Pomagati je velik dar, tako za tistega, ki pomoč prejema, in še posebej za tistega, ki daje. Poglejmo še v Muzej narodne osvoboditve, kjer so odprli razstavo Fabrika Mariborska livarna Maribor. Gre za še enega v nizu projektov, s katerim se v muzeju spominjajo bližnje preteklosti našega nekoč gospodarsko zelo razvitega mesta. Hkrati obujajo duh industrijske dediščine. Maribor je bil nekoč mesto dimnikov. Njegov tempo in življenje so zaznamovale tovarne. Mariborsko livarno sta leta 1924 ustanovila brata iz Avstrije, Jozef in Hans Bill, a usoda tovarne ostaja podobna usodi številnih mariborskih podjetij, ki so dočakale bridek konec. Pred 2 letoma smo v Muzeju narodne osvoboditve Maribor prevzeli eno veliko zbirko, del katere vidite tudi za menoj. Že takrat smo začeli razmišljati o tem, da bi bilo lepo in prav, da postavimo razstavo o tej tovarni. Glede na dogodke letošnjega leta pa se nam je zdelo, da je sedaj res pravi čas. Obiskovalec lahko v 5 sobah spremlja zgodbo tovarne od njenih začetkov pa do danes. Na ogled so fotografije, časopisni članki in proizvodi. Livarna pa ni dajala le dela, bila je način življenja. Prav osebne zgodbe in anekdote delavcev so rdeča nit razstave. Pomembno se mi zdi, da so bili delavci nekoč dosti bolj povezani, kot je to danes. Družili so se v prostem času, niso bili samo sodelavci, bili so prijatelji, skupaj so dopustovali, skupaj so praznovali.
Čeprav razstava v spredje postavlja še eno žalostno zgodbo, pa sta avtorici vanjo želeli vplesti srečen konec. V zaključni fazi se predstavljajo danes uspešna podjetja. Smo povabili k sodelovanju podjetja, ki pa danes delajo in uspevajo v našem mestu. Veliko večina poslujejo za tujino, za svoj sedež pa so izbrala naše mesto in zaposlujejo tudi veliko število ljudi. Razstava, ki jo je pomembno sooblikoval tudi nekdanji delavec Anton Korošec, bo na ogled do avgusta prihodnjega leta. Spoštovani, to je bil 1. decembrski preglednik. Ostanite v naši družbi in nasvidenje spet v ponedeljek ob 18. ko bo z vami Dušan Tomažič. Nasvidenje.